Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Župan občine Gorje Peter Torkar, kakšni projekti v letu 2024 potekajo v Gorjah? No, v sprejetem proračunu za leto 2024 je ogromno aktivnosti podprtih s financami tako za pripravo projektne dokumentacije za prihodnje, kot pa spremljanje projektov in pa nastajajočih projektne dokumentacije za to obdobje financiranja iz kohezijske politike. Predvsem je tukaj velik projekt obnova magistralnega vodovoda. To gre za rekonstrukcijo vodovoda iz zajetja Ovčje jame do vasi Grabče. Namreč ta magistralni vodovod napaja poleg občine Gorje tudi občino Bled in pa občino Radovljica in po potrebi tudi občino Žirovnica. Zato je ta projekt velikega pomena za vse tri občine in verjamem, da bomo tudi na svetu regije za regijske projekte prišli na vrh lestvice upravičenosti kohezijskih sredstev. Sam projekt je ocenjen nekje do 3.600.000 do 3.800.000 evrov in gre za enega izmed najzahtevnejših projektov v občini Gorje. Trenutno se pripravlja tudi projektna dokumentacija, ob tem, da se je izbralo na javnem razpisu najugodnejšega projektanta za Gorjanski dom. Smo že začeli aktivnosti, kako projektirati Gorjanski dom in ne nazadnje tudi delamo že investicijski program, kjer bo opisano tudi na kakšen način in kako se bo pravzaprav zaprla tudi finančna konstrukcija za samo gradnjo oziroma financiranje tega skupnega Gorjanskega doma. Kot ste že omenili, se pripravljajo tudi različni razpisi, seveda za sredstva. No, ob vsakem sprejetem proračunu lahko občinska uprava začne pripravljati vse razpise, ki so podprti s pravilniki in pa določenimi komisijami, ki odločajo o sredstvih, torej občinskih sredstvih. Trenutno je objavljen razpis za gospodarstvo, za športne dejavnosti in pa kulturo. Torej gre tudi za razpise za humanitarna in pa invalidske organizacije, delo z mladimi in pa tudi razpis za starejše. Tako da vsi roki so, do kdaj potekajo prijave na razpise in kdaj bodo tudi razpisi zaključeni, so objavljeni na spletni strani občine Gorje. Pripravlja pa se tudi kronologija skupaj s Filozofsko fakulteto iz Ljubljane za občino Gorje, ki naj bi zagledala luč sveta v nekaj letih. No, na vsak način smo se posvetovali, kako in na kakšen način bi pravzaprav prišli do kvalitetnega dokumenta, ki bo pisal kronološki zapis, torej vse zgodovinske dogodke, ki so podprti na dejstvih oziroma na zapisanih besedah strokovne literature. Lahko rečem, da nas je tukaj strokovno usmeril gospod Božo Repe, ki je naš občan, in verjamem, da bomo do leta 2026, tako kot smo si zadali cilj nekje objave kronologije občine Gorje, da bo to nastajal dokument s pomočjo vseh občank in občanov, organizacij, ki jih imamo v občini Gorje, da bo to en kvaliteten dokument in da bo ta dokument zazrl luč sveta v letu 2026. No, pred kratkim smo bili deležni izdaje kronologije vasi Krnica, ki jo je pravzaprav zbral in zapisal častni občan Jože Kosmač. Lahko rečem, da smo počaščeni, da se je Jože Kosmač lotil zbiranja vseh dokazanih dejstev iz preteklosti za vas Krnica. Nastal je dragocen dokument, ki ga v občini Gorje občudujemo in pa zapisano kronologijo vasi Krnica je možno tudi zaenkrat še dobiti v prostorih občine brezplačno.